Drage moje lepotice, živo, dobrodošli v Evini lepotilnici, ki se bo danes preimenovala v, recimo, Evin frizerski salon. Tukaj ob meni je Nataša, moj osebni frizer, ki me bo danes pobarvala že Miša barvo. Tako da sem rekla, da bom danes vse to skupaj dokumentirala in naredila en tak video popolne preobrazbe. Torej najprej sledijo lasje, potem make-up in več boste videli v nadaljevanju videa, torej Evino popolno preobrazbo. Tako da Nataša barvo pridno meša in če se da, začnemo. Jaz se spomnim, ko si ti začela barvati, tako kot smo na začetku dolg rabile, zdaj me imaš pa tako v 10 minutah. Tako da je dober imeti sestro frizerko. Vse si imela, boga, in oči si zjokala in barve je zmanjkalo v nedeljo. Sam to sem jaz takrat nekaj eksperimentirala, ne? Ne vem, Ali sem šla? Vem pa, da je pa mami iz nekje prevlekla barvo blond. Ja, punce, si predstavljate, da delate nek eksperiment v nedeljo zvečer, ko vse pa zaprt in zmanjka barve, tako na pol glave. Jaz sem imela najbolj carske kolegice, še zdaj jih imam NJPT-jo. Sem naslednji dan v šolo uletila čisto rumena, res rumeni lasje, pač rumena barva. In sta bile Teja in Neja, moje sošolke, toliko carke, da smo imeli vse cel dan kapuco na glavi. A res? Ja, fuj legenda. Res pa je, da je tudi ful fajn, da se ne barvaš pred tistimi dnevi. Ja, pred menstruacijo. To punce je pa res, ja. Če imate menstruacijo, je pa je ful odsvetovano barvanje. Pa zakaj v bistvu? Lahko ti barva prime drugač, na drugačen odtenek ti lahko prime drugač čisto. Pa tudi bolj si občutljiva, ne? Ja, mislim, da je. Evo, Nataša me je nehala barvati, barva je nanešena. Tako da zdaj bom počakala pa tam nekje 20-25 minut, da barva v celoti prime in potem grem sprat. Moram reči, da zdajle toliko srbi, toliko bi se spraskala, ampak se recimo, da zadržujem, da ne koliko srbi. Tako da, ja, nič, se vidimo, ko jaz to razperam. In evo, barva je parijela, lasje so posušeni. Moram reči, da je zelo lepo parijel, v bistvu to barvo uporabljam že skozi, tako da sem vedela, da ne bo nobenih presenečenj. Tako da ja, mi je všeč, lepa, svetla, blond, tako kot imam v bistvu skozi. Zdaj gremo pa naprej in sicer z nego obraza. Najprej bom navlažila svojo kožo, ker sem bila zdajle pač pod vročo vodo in čutim, kako jo zateguje. Zdaj gremo pa na make-up. Iskreno ne vem, kaj bom ustvarila, se bom čisto prepustila toku, tako da ti ne znam povedati, a bo nežen, a bo bolj drzen make-up, bomo videli tekom tutoriala. Za začetek pa uporabim evo primer, brez tega si zadnje čase v bistvu ne predstavljam, da bi nekako začela svojo lepotno rutino. Tako da Smashbox, v bistvu photo finish za zmanjševanje por. Dan za senčenje svojih ličnic uporabim bronzer in sicer napis je že sprav, ampak če se ne motim, je tole od znamke Essence. Sun Club, čisto rahlo še piše gor, v številki 02 Sunny. Za pregib svoje veke oziroma tukajle v njeno gubo uporabljam tole mini paletko od znamke Ne Makeup Milano in sicer Eyeshadow Trio. Vzamem tole paletko od znamke I Heart Makeup in sicer tole tako čokoladno vijolično senčko in grem čez to, kar smo zdaj naredili. Izpadel je zelo pomladno, kar mi je tudi všeč, ker prihaja tak čas. Jem tole Kinder čokoladico, cukor mi je padel. Medtem pa čakam, da se segreje kodralnik, evo, da uštimamo tudi frizurco. Razmišljam, da bom naredila tukaj tak visok čop, pa mogoče kakšne kodrčke, da prosto padajo, torej po obrazu. počešem vse ostale lase.
in naj se kodranje prične. A ste gledali tisti video, ko si ena punca dela kodrčke in pol ji lasje odpadejo dol? Je bila tudi na Ellen in pa je dobila cel set nekih kozmetičnih pripomočkov. Ja, tlele imam jaz malo krajše lase, tako da skače dol, ampak nič hudega bo skozi dan padal dol in bo glih prav. Evo, zdaj pa vse skupaj zavarujem z sprejem, jaz uporabljam tega od znamke Nivea, da bojo kodrčki zdržali. Evo, drage moje, kar se tiče make-upa, kar se tiče frizure, je to. Zelo pomladno, zelo barvito, tako da mislim, da tale preobrazba zelo dobro uspeva. Zdaj, naslednji in zadnji korak pa je prenova stylinga, outfita. Tako da mislim, da je najboljše, da se spravimo v shopping, poiskati torej kaj za zdaj, za pomlad. Tako da, gremo. Kakšen božanski dan, da bi si ga zmislila, si ne bi mogla lepšega. Evo, v puloverju sem in grede je tudi nov iz Zare, kupila sem ga kakšen mesec nazaj in me niti malo ne zebe, tako da vola. Šminka je šla dol, ker sem jedla burger. Sva se dobili z mojo drago mamico, ki telefonira na osmem kosilu. Smem kot burger, ful dober. Zdaj pa tork, maškare in grem svoje nečakanje pogledati, ker je miška mala. Tako da, ja, it's a good day. A snema? Mislim, da ja. Evo mene doma, nazaj iz shoppinga. Nazaj grede sem se ustavila še na pustnem ranju. Danes, kaj snemam, je torek, so maškare, so krofi posod. Tako da poleg celotne preobrazbe, nove frizure, novega make-upa, ponavadi ljudje kile zgubijo. Jaz sem jih pridobila, ker sem se to krofov najela, tako da jih nam dosti ne glih za cel letno, recimo za 2 meseca. Ja, nazaj k preobrazbi, nakupala sem v Zari. Cilj je bil dobiti nekaj barvnega, nekaj pisanega, ampak stvari niso šle ravno po planu, ne. Sem dobila prej jesenskega kot kaj pomladnega, ampak ne zato. Ta kikalica je enostavno toliko lepa, tudi so zelo moderne te dolge kikalice letos. Sicer je bila kar precej draga, no. Cena 40 €, ampak ko sem jo zagledala, sem rekla, to je to, tudi ta pas je toliko hud. Tako da se ti bom zdaj pokazala. Zgornjega dela nisem vzela, tako da bom pobrskala nekaj doma, kakšno majčko ali srajčko in se ti pokažem torej v celotnem stylingu in primerjava preobrazbo torej prej in končni izgled. In to je, drage moje, to. Evo, prišli smo do konca tele popolne preobrazbe. Tako da zdaj si na vrsti ti, da sporoči spodaj v komentar, kaj ti je bilo najbolj všeč, a je to make-up, a je to frizura, a je to styling. In če ti je bil tale video všeč, lahko še kdaj ponovimo, naredimo kaj podobnega, mogoče celo kaj bolj drznega na laseh, kaj veš. Tako da, ja, ne se pozabi tudi naročiti na moj kanal, da boš tukaj, ko spet kaj ušpičimo. In do naslednjič. Čau!